Torej, Lizbonska pogodba je leta 2009 vzpostavila trenutni varnostni okvir v Evropski uniji. S 1. januarjem 2021 je začel obstajati Evropski obrambni sklad, ko ste slišali, gre za skoraj 8 milijard evrov za obdobje do leta 2027. Torej, izjemna priložnost za vse, tako raziskovalne inštitucije, kot tudi podjetja, gospodarstvo, da se vključijo v te pobude. Potem je tudi Zveza NATO vzpostavila novo pobudo Diana, namenjena vzpodbujanju inovacij na področju obrambe. Dejansko pa spet pridemo nazaj do vojne v Ukrajini, za katero se zdi, da je nekako presekala vse te ves trud Evropske unije v zadnjih letih. In sedaj vprašanje za moje sogovornike, kako se je po vašem mnenju Evropska unija znašla v trenutnih razmerah, ali so te pobude, torej Evropski obrambni sklad, tudi stalno strukturno sodelovanje, vse to, kar poznamo v preteklih letih, strateški kompas, ali je to po vašem mnenju primerno? In sedaj najprej prosim gospoda ministra, da odpre mizo. Ja, hvala za vprašanje, lep pozdrav vsem skupaj. No, te pobude zagotovo ocenjujemo kot zelo dobre. Se pomeni, da se je Evropska unija nekako prebudila na tem področju. Iz tiste ležernosti, ki je bila mnogo let, se pravi, ko so se vojaški proračuni zniževali, ko smo živeli v neki iluziji, da se nič ne more več zgoditi, da se je človek nekaj naučil, da smo prešli na neko novo stopnjo zavedanja, smo seveda padli februarja 2022 v kruto realnost. To pa pomeni, da človek seveda izhaja, če izhajamo iz zgodovine, zgodovina človeštva žal ni zgodovina miru, ampak je zgodovina vojn. Mi vemo, da smo imeli tudi 30-letno vojno, pa vse sorte vojne, da ne omenjam 20. stoletja, ki je postreglo z mnogo vojnami, takšnimi in drugačnimi. Torej, vračamo se v neko obdobje hladne vojne, vemo, da se spet postavlja polarizacija, obiskujejo se spet prijatelji iz Korejskega polotoka in Rusije, skratka, ta iluzija, v kateri smo živeli, je mrtva. In zagotovo je vojna v Ukrajini pokazala, da smo šibki na Zahodu, kar se tiče lastne proizvodnje, kar se tiče lastnih kapacitet. Zaspali smo, vemo, da je Združene države Amerike recimo si prizadevajo spet vzpostaviti proizvodnjo čipov, ker se vse dogaja na Daljnem vzhodu. Tako da te pobude evropske jemljemo kot zelo dobre pobude, so velika priložnost tako za evropsko kot slovensko gospodarstvo. In zdaj, če se omejim na Slovenijo, mi imamo tukaj zagotovo priložnost se spet postaviti, to ni nekaj novega. Mi smo imeli, predstavljajmo si, da bi danes še deloval tam, da bi imeli tudi, ne vem, v našem Kamniku je bila tovarna smodnika, se pravi, to se je vse izdelovalo včasih. Imeli smo tudi Fotono, ki je delala namerilne naprave za tudi tanke M84, ki so bile tudi takrat domače proizvodnje. Skratka, te industrije je kar nekaj bilo v Sloveniji. Potem je to odšlo in danes se soočamo s tem, da spet postavljamo nazaj ali pa želimo postaviti nazaj to industrijo in Ministrstvo za obrambo je tudi to priložnost zgrabilo. Namreč raziskave in razvoj so temelj vsega napredka in če smo lani vložili 2 milijona, letos 12 milijonov, naslednje leto je predvideno že 23 milijonov za raziskave in razvoj, to pomeni, da želimo postaviti Slovenijo na ta zemljevid, ko bomo prišli v fazo, da bomo tudi mi začeli prodajati, da ne bomo samo kupovali in bomo tudi mi polnili domač BDP. Razvijamo kar nekaj projektov v sodelovanju s podjetji, ki so že uveljavljena tudi na tujih tržiščih seveda. In ta evropska pobuda, če ne drugega, vemo, da smo na zelo osnovni ravni, ko primanjkuje streliva.
čisto osnovnega. Tukaj ni nobenega high-teka, tukaj osnovnega streliva primanjkuje in zagotovo moramo vsi skupaj k temu pristopiti in postati neodvisni. Kajti močan je tisti, ki je neodvisen. Tako kot je to v energetiki, tako kot je to v drugih branžah, tako je to tudi ali pa zlasti v obrambni industriji. In da ne bom predolg že uvodoma, te pobude ocenjujemo kot dobre in smo in bomo še pristopali k temu. Najlepša hvala. Zdaj, če se strinjate, doktor Podbregar, bi dala besedo najprej doktor Benedejčiču. Naj še dodam, da je on danes tukaj v funkciji državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Tisto, kar bo v prihodnje, bo pa čas pokazal. Tako da prosim še doktor Benedejčiča za njegov, če lahko rečem, ta formalni vladni vidik, ne, in potem doktor Podbregar, ki lahko z vidika nekaj neodvisnega akademskega okolja ponudi drugačni pogled. Izvolite. Najlepša hvala, hvala za povabilo. Jaz bi rad izpostavil malo zgodovinskega okvirja, ko se pogovarjamo o teh zadevah. Zdi se mi namreč, da včasih pozabljamo na povezanost med Evropsko unijo in pa Zvezo NATO, kar se tiče obrambnih zadev. Navsezadnje ena od skupnosti, ki je bila načrtovana že v zgodnjih 50-ih letih, je bila tudi Evropska obrambna skupnost. In Evropska obrambna skupnost bi morala tudi vključevati, kot veste, takratno Zahodno Nemčijo. Vendar pa je za čuda ta pobuda padla ravno v državi, ki je bila ena njenih glavnih pobudnic, in sicer v Franciji, kjer je francoski parlament avgusta 1954. Leta podpisal podpis pogodbe vezane na Evropsko obrambno skupnost. Posledično je oktobra leta 1954 NATO povabil Zahodno Nemčijo v svoje vrste, kamor je prišla maja 1955 in kot veste je bil takoj potem odgovor na vzhodu ustanovitev Varšavskega pakta istega meseca. Se pravi, ko se pogovarjamo o teh zadevah, je včasih dobro tudi upoštevati ta, bom rekel, okvir. Kajti v 90-ih letih po koncu hladne vojne znova pride do pobud o tem, da bi se znotraj Zveze NATO bolj okrepilo tudi evropsko, bom rekel, sodelovanje, evropski steber Zveze NATO. Kot veste, obstaja tako imenovana berlinska formula. Veste pa tudi, da je bila reakcija ZDA na izjavo Francije takrat in Velike Britanije, St. Maloja o evropski, ne bom rekel, bodoči obrambni zmogljivosti, ta, da ne sme iti navzkriž za zmogljivostmi Zveze NATO in da mora biti tukaj neko usklajeno delovanje. Vendarle pa je največji prispevek, bom rekel, k nadaljnji izgradnji evropskih obrambnih zmogljivosti dala Rusija. In sicer leta 2014 z aneksijo Krima privede do popolnega prevrednotenja in drugačnega pogleda na izzive, ki stojijo pred Evropo v smislu varnosti. In zato, kot veste, je že leta 2016 prišlo do nečesa, kar se prej zdelo nemogoče. In sicer je na vrhu v Varšavi prišlo do podpisa prve skupne take izjave med EU in NATO, ki je bila usmerjena predvsem v 7 glavnih področij sodelovanja in pa tudi v vzpostavitev bolj intenzivnega političnega dialoga. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je bilo prej že na ravni stalnega sveta Severnoatlantskega zavezništva in pa politično-varnostnega odbora EU zelo težko zagotoviti redne sestanke, predvsem zaradi obstrukcije na eni strani Turčije in na drugi strani Cipra. Se pravi, 2016 postane tisto, ki je bilo prej nemogoče mogoče in to je potem nadgrajeno od leta 2018 v bruselski izjavi z bolj opredeljeno identifikacijo 74 glavnih področij sodelovanja, kot tudi z zavezanostjo k temu, kar pa je dejansko najpomembnejše, ko se pogovarjamo, bom rekel, o EDF-u stališča NATO, to pa je pri zagotavljanju vojaške mobilnosti. Namreč nekatere zadeve, ki so bile samoumevne v času hladne vojne, so bile pozabljene po njenem koncu in eno od teh je pač tudi premikanje, bom rekel, vojaškega materijala iz enega konca zavezništva na drugega. In še posebej angažma Evropske unije na tem področju bo več kot pomemben, ne le danes, ampak tudi jutri. Potem leta 2020 imamo izmenjavo pisem med generalnim sekretarjem NATO in pa visokim predstavnikom EU, Borrellom, še posebej zaradi dezinformacij v času covida
in nazadnje zdaj januarja letos še dodatna skupna izjava, ki se posveča predvsem zagotovitvi odpornosti kritične infrastrukture. Tako da področji sodelovanja je ogromno, EDF seveda tukaj lahko ogromno pripomore. Mimogrede, jaz bi rad izpostavil, da se z EDF ukvarja češki bivši diplomat, tudi bivši stalni predstavnik Češke pri zvezi NATO, ki je tudi nedavno na konferenciji Globsek v Bratislavi na eksplicitno vprašanje, ki ga je dobil, izpostavil, da se ne sme mešati, bom rekel, glavnih nalog zveze NATO z tistim, s čimer se ukvarja EU, in poudaril predvsem zagotavljanje komplementarnosti na dolgi rok in zopet, kot sem rekel že prej, predvsem izgradnjo mobilnosti in uporabe EDF-a v tem smislu. Tako da tudi jaz ne bom predolg, možnosti je veliko, obenem pa dajmo ohraniti tudi to zgodovinsko zavedanje, zakaj je prišlo do nekaterih zadev, kot jih imamo zdaj. Da ko govorimo o EU in NATO, da ne pozabimo, da si nista nasprotna, ampak sta komplementarna, deloma tudi zaradi potez na strani evropskih držav. In da ne pozabimo, da ko je Eisenhower postal prvi zavezniški poveljnik, vrhovni za Evropo, se pravi Secure, leta 1950, je izjavil, da če bo NATO obstajal še 10 let in da se Evropejci ne bodo postavili na svoje noge, je projekt propadel. Kot vidite, je zaradi določenih zadev prišlo do tega, da NATO je zdaj najbolj uspešno zavezništvo v zgodovini, ki še vedno obstaja, ampak še enkrat, pri vseh teh diskusijah o EDF-u, o EU-obramnih zmogljivostih in o NATO, ne pozabimo, da ste v bistvu otrok istega časa in da delujete skupaj. Najlepša hvala. Še dr. Podbregar. Hvala lepa. Jaz nisem tako dober zgodovinar kot je Andrej. Vem, da pozna zelo dobro zgodovino, ampak vendarle bi začel z enim stavkom ali dvema iz leta 2000. Takrat sem imel priložnost, da me je sprejel generalni sekretar NATO, generalni sekretar OZN v funkciji, ker sem bil takrat načelnik generalnega štaba, in tam je bil izrečen en stavek, ki se zelo dobro nadoveže na to, kar se danes pogovarjamo. Multilateralnih združenj, multilateralnih povezav ni nikoli dovolj. Torej, če zdaj gremo na te povezave v okviru Evropske unije, pobude, torej za razne pobude na varnostnem in obrambnem področju, jaz mislim, da je dobro, da so, da je dobro, da nastajajo tudi druge, vendar jih je treba v kontekstu tega, kar se zdaj dogaja na varnostnem področju, nekoliko povezati. Zdaj, če bi 3 leta nazaj nekdo rekel, da bo recimo Evropska komisija na nivoju predsednikov vlad razpravljala in se pogovarjala, torej imela na dnevnem redu proizvodnjo oborožitve, povezovanje oborožitve, bi verjetno med vsemi teoretikami, ker to pač ni mogoče na nivoju obrambnih ministrov ali pa ki je nižje. Ampak vendarle se je to zgodilo. Torej, to je ena priložnost, da v bistvu te pobude, ki so, se nadgrajujejo in bolj povezujejo. In jaz mislim, da bi bilo treba bolje povezati, tako na tej multilateralni ravni Evropske unije v povezavi z NATO-om, kot je bilo rečeno. Je pa to izjemna priložnost tudi seveda za Slovenijo, ne samo za Ministrstvo za obrambo, ampak resnično za Slovenijo na vseh nivojih. Jaz sem prepričan, da če bi v bistvu prostor razdelili na, tako kot je razdeljen, morje, zrak, kopno, vesolje, kibernetski prostor, da so tukaj predstavniki podjetij, ker definitivno sodelujejo v vseh teh prostorih v nekem majhnem mozaičnem delu. Je pa seveda, kakšna je pa zdaj ta povezanost in fokusiranje za to, da se v bistvu naša nacionalna varnost, obramba izgradi na višjem nivoju, je pa izziv, kjer v bistvu ga imamo vsi skupaj, predvsem vlada, ministrstvo in tako naprej. Tako da jaz bi, če potegnem pod črto, jaz vidim to, kar se je zgodilo tole z Ukrajino, kot eno priložnost, da dejansko v bistvu se bolje povežemo in da hitreje ne samo razmišljamo, ampak tudi pravilno delamo. Lahko pa to naredimo. Slovenija ni velika, Slovenija je dokazala nekajkrat v svoji zgodovini, predvsem se spomnimo leto 1991 in tam, ko se je izgubilo trge in vse skupaj, pa smo se preorientirali in potem kriza, recimo 2008-2009 pa naprej in tako dalje. Torej, mi se znamo hitro obrniti in tle je zdaj priložnost, ki jo je treba dejansko izkoristiti.
Žal, zdaj jaz pa kot akademik opažam, da sicer se stvari spreminjajo, ampak bistveno hitreje bi se lahko spreminjale. Bistveno premalo uporabljamo, ne nazadnje tudi znanje, ki je tle v tem prostoru med podjetji. Toliko. Najlepša hvala. Samo še dodam, da na koncu bo tudi ostalo nekaj minut za vaše vprašanja, tako da predlagam, da najprej jaz oddelam svoj del, potem boste pa prišli na vrsto. So pa vaše vprašanja vsekakor zelo dobrodošla. Torej, zaključujemo prvi krog vprašanja, ki se nanaša na to bolj mednarodno varnostno okolje, kaj je tisto, kaj nam Evropska unija trenutno lahko nudi, pa stopimo v bistvu stopnico niže in pridemo v meje slovenske države. Torej, tisto, kar lahko vidimo v zadnjem letu, dveh, je izjemno povečanje proračuna, ki se ga namenja za obrambne zmogljivosti, tako kratkoročno, srednjeročno kot dolgoročno. Predvsem lahko po dolgih letih nazadovanja obrambnega sistema v smislu njegovega financiranja, opremljanja, država sedaj temu namenja več pozornosti in tudi bistveno več sredstev. Tisto, kar mene osebno tudi, lahko rečem, izjemno veseli, no, ne vem, če je primeren izraz, je vlaganje v raziskave in razvoj, kot nekdo, ki je že 20 let vpet v raziskovalne, torej družboslovno področje raziskovanja vojaškega in obrambnega sistema, sem lahko rečem doživela obdobje, ko so bile ta financiranje projektov izjemno visoko in da potem za določeno obdobje padlo na nič. Tako da tudi z našega vidika zelo pozdravljamo investicije in pa te pobude, ki sedaj prihajajo strani Ministrstva za obrambo. Skratka, Evropski obrambni sklad je zagotovo ena izmed takšnih pobud, ki predstavlja izjemno priložnost za Slovenijo, obrambni sistem, kot smo že večkrat danes tudi povedali, za v bistvu vse akterje, od najmanjših do največjih. Tako da, predvsem me pa zanima po mnenju vseh sodelujočih na okrogli mizi, katere so tiste vsebine, ki predstavljajo priložnosti za Slovenijo, po mnenju naših gostov. Ja, zdaj mogoče najprej treba povedati, jaz sicer nisem akademik, pa tudi nisem v tem prostoru študiral, ampak kot jaz vidim stvari, najprej imamo mi vedno v naši družbi, kaj smo mi v 30 letih uspeli narediti. Mi smo v 30 letih uspeli narediti to, da ko rečeš vojska, da je to nekaj negativnega, neka negativna konotacija, Bog var omenjati, ali pa spomnim se v 15-letnici države, ko je bila pobuda, da bi imeli neko vojaško parado ali karkoli, ne, kje pa, samo tega ne, to je smak sveta, če uporabim ta izraz. Skratka, tudi to komponento stanja v naši družbi moramo upoštevati in zato seveda se moramo mi še toliko bolj boriti za vsako stvar, ki kolikor toliko diši po obrambni industriji, po obrambnem zavedanju ali kakorkoli temu želimo reči. Ampak osnovno zavedanje mora biti, da zdaj, tisti, ki v naši družbi mislijo, da zdaj, če bomo mi vlagali v obrambno industrijo, pa v raziskave in razvoj, da bomo zdaj prispevali k rušenju svetovnega miru. To je zabloda, ker svet gre naprej z nami ali pa brez nas. In če nas ni zraven in če mi ne naredimo svojega dela, potem bomo lahko samo debelo gledali. Zdaj, če se referiram na drugo svetovno vojno, še vedno v naši družbi se veliko pojavlja o narodno-osvobodilnem gibanju, kakšno je bilo, pa jaz se ne bom spuščal v detajle, pa kakšne napake vse so bile, pa kaj ni bilo, pa tako ne govorim na tej ravni, ampak brez tega bi nas verjetno osvobodila Sovjetska zveza in bi imeli vzhodni blok tudi tukaj, potem pa vemo, kako bi to izgledalo. Skratka, če sam ne daš nekega inputa, nekega prispevka, potem tudi ne moreš računati. In na pomoč, na kolektivno varnost, ja, kolektivna varnost je, ampak tisti, ki imajo nižje BDP kot Slovenija, pa vlagajo večji odstotek za obrambo, bodo tudi nekoč rekli, poglejte, ljubi Slovenci, kot je rekel Trubar nekoč,
če vi ne boste nič vlagali, vas tudi mi ne moremo braniti. A ne? Se pravi, vsak mora narediti svoj del naloge in zato se danes poraja kar neko, ko govorimo o obrambni industriji in dilemi topovi ali maslo, to je ta stara dilema, ampak ko so vse topove v naši državi, govorim figurativno, pretopili v zvonove ali pa kam drugam, tudi masla ni bilo nikjer kaj dosti več zaradi tega. Ne? Žalostna so bila leta tam 2012 in tam okoli. Ne? No in zato je zdaj, nas bo kdo napadel, kako lahko govorite o priložnosti, ko pač govorimo o vojni, ampak ta vojna je tam. Ta vojna se lahko konča edino tako, da agresor reče, ne bom več napadal in se bom umaknil. Ampak takšna je realnost. Jaz gledam na te stvari izjemno realno, ker kdor kolikor toliko pozna zgodovino, ga niti v končni fazi ta agresija 2022 ne more preveč presenetiti. Ne? Ker človek se pač v zgodovini ni spremenil do te mere, da bi zdaj bilo vse drugače in obrambne raziskave in razvoj so lahko velika dodana vrednost gospodarstvu in zagotovo vidim prihodnost ali pa tistega razvoja, ki ga Slovenija bo ponudila. To se že dogaja, mi smo že podpisali na našem ministrstvu pogodbe s podjetji, razvija se oborožitvena postaja, se pravi projekt Mangard, potem razvija se obramba proti dronom, se pravi protidronska zaščita, potem brezpilotni letalniki, podpisali smo že tudi s Črno goro pogodbo, se pravi vlada vladi, da bo tudi Črna gora od nas kupovala te brezpilotnike Belin in to je slovenska priložnost. Seveda ne bi škodilo, če bi imeli še tudi kakšne tisto osnovno industrijo, ampak tukaj govorimo pri teh raziskavah in razvijanju novih produktov, govorimo o visoki dodani vrednosti, o visoki tehnologiji in če boste le imeli priložnost si to pobližje uglejte, tukaj so res slovenska podjetja involvirana in to podjetja, ki so dosegla velike uspehe tudi v tujini, na tujem trgu in z grozdom slovenske industrije smo mi takoj po prihodu na ministrstvo tudi navezali dober stik in tukaj vidim multiplikativne učinke in visoka tehnologija, moderne nove komponente so tisto, kar Slovenija ta hip razvija in to bomo lahko tudi ponudili. Seveda mora biti pa Slovenska vojska prva, ki bo to implementirala v uporabi, zato da bomo lahko potem tudi imeli izkušnje in jih bomo tudi na podlagi teh izkušenj seveda razvijali zadeve naprej. Potem tudi, se pravi, vozila brez posadke, oklepna vozila brez posadke in podobne zadeve. To je vse tisto, k čemur težimo ta hip, kar bi radi razvijali. Zagotovo pa je v prvi vrsti seveda še vedno človek in brez ljudi, ki imajo znanje, bomo to tudi težko dosegli, zato tudi smo podpisali pogodbe z izobraževalnimi ustanovami iz cele Slovenije, tako javnimi kot tudi privatnimi, za vojaško šolstvo, če se tako izrazim, kajti nujno je, da se tudi te pridobljene, se pravi pridobljeno znanje na vojaškem področju, da se tudi implementira potem v civilni rabi
in ti ljudje, da imajo, ko zaključijo to šolanje, da imajo širok spekter in so, uporabo izraz, uporabni v vsakdanjem življenju, kajti slovenskemu narodu ta hip najbolj primanjkuje veščin, ne? Tistih osnovnih veščin. Zdaj vam kot prostovoljni gasilec povedal, če nekomu spusti pipa v stanovanju, kliče gasilce, ne ve, kje ima ventil sploh, ne? Skratka, tukaj smo in to je naš cilj, spremeniti, obrniti in predvsem na ta način tudi zvišati BDP. Najlepša hvala. Dr. Benedejčič. Jaz bi se navezal na to, kar je povedal minister, in sicer o včasih malce labilnem odnosu do vojaštva v Sloveniji. To se dejansko opaža, vendar pa je zanimivo to, da če je govora o evropski obrambni strukturi, o evropskem sodelovanju, je v Sloveniji, vsaj tako se zdi, navdušenje precej večje. Zato je vsekakor treba tudi izrabiti, bom rekel, ta psihološki aspekt. Če je treba tudi na ta način se poslužiti tega, da izgrajujemo evropski steber tudi v okviru Zveze NATO, pa pač naredimo tako. Jaz bi tukaj izpostavil obisk nedavni komisarja Bretona v Sloveniji, aprila letos. Potekali so zelo dobri pogovori tudi s predsednikom vlade. Strinjali smo se, da če pride zdaj do vlaganj dodatnih v obrambno industrijo, da je potem treba vlagati v evropsko obrambno industrijo in uporabiti tudi evropska sredstva za to, da se izgrajuje nazaj industrijska zmogljivost znotraj Evrope, ne pa da financiramo potem proizvodnjo nekje izven Evrope. Slovenija je bila tudi v tistih pogovorih izpostavljena kot ena med bolj industrializiranimi državami znotraj Evropske unije in kot je povedal že tudi minister, že iz samega nabora produktov, ki smo jih sposobni narediti, se vidi, da gre dejansko za zelo visokotehnološki nabor proizvodov. Tako da to je vsekakor ena priložnost, ki jo velja izkoristiti tudi v prihodnje. Bi pa tukaj seveda izpostavil, da ob vsem poudarjanju tega, bom rekel, aspekta, tega evropskega stebra, tudi v okviru Zveze NATO, ne smemo pozabiti, da če številčno države članice EU dejansko predstavljajo zdaj skoraj 22 do 31 držav članic, kar je impresivno, po drugi strani predstavljajo samo 20% obrambnih izdatkov v okviru celotnega zavezništva in pa manj kot 44% celotnega prebivalstva. Tako da treba je vzeti tudi te, bom rekel, številke v obzir in jih pač upoštevati kot en dodaten stimulus za to, da se tudi skozi iniciative, kot so ravno EDF, EDA in tako naprej, te procente popravi. Ne pa samo še rečem čisto takole, da jaz imam včasih občutek, ko se že pogovarjamo o teh zadevah, da imajo tisti, ki sovražijo NATO pri nas, ga sovražijo iz napačnih razlogov in da tisti, ki ga ljubijo, ga tudi ljubijo iz napačnih razlogov. In bi samo spomnil na to, da ko so Lorda Ismaja kot prvega generalnega sekretarja vprašali, kaj pa zdaj pomeni ta ikonografija, ki jo je on ustvaril, je rekel, da je on narisal za simbol zavezništva tisti križ kot v smislu kompasa. In sicer kompasa je rekel, ki nas drži na pravi poti, to je pa pot miru. Hvala. Dr. Podbregar, prosim. Hvala lepa. Ja, zdaj srečo imamo v Sloveniji, da se res vsi na vse spoznamo, in zato prihaja pol tudi do zelo zanimivih v bistvu komentarjev v javnosti. Ampak če je kaj pokazala vojna v Ukrajini, je pokazala, da je ta meja med bojiščem, med civilnim delom pravzaprav popolnoma zabrisana. Zdaj, če bi rekel to, kar je minister rekel, kar se pojavlja v javnosti, topovi ali maslo, v bistvu so topovi postali maslo ali obratno v tej situaciji. Ampak da grem bolj na konkretno, jaz mislim, da je tle v avdienci predvsem zanimanje, kako te projekte bolj fokusirati v smislu tega boljše izkoriščenosti na eni strani za vse vidike življenja in predvsem tudi za nacionalno varnost oziroma obrambo države. Jaz mislim, da je priložnost zelo velika in da dobri so tisti projekti, ki v bistvu uspejo uravnotežiti v bistvu ta tehnični vidik, finančno, gospodarsko, ekonomski vidik in pa politični vidik. No in tukaj v bistvu je po mojem naloga predvsem vlade in pa ministrstva, po mojem mnenju,
da recimo vse te vidike poskuša čim bolj skozi različne dejavnike povezovati. Tehnični vidik, brez dvoma je to naloga vojske, obrambnih sil, tudi ostalih segmentov, da definirajo, kaj tehnično potrebujejo in da potem v projektih, ki so se v bistvu na tržišču pojavili, to v bistvu tudi dobijo ven te dejavnike. Naloga je tudi, da se dobi output in input finančnega dela, brez dvoma procent za obrambne namene bo rastel in bo moral rasti hitreje, kot raste. In tretje, da enostavno se tudi ugotovi, kaj to pomeni politično v multilateralnem prostoru za Slovenijo in da se to tudi na pravi način v bistvu vrednoti. Brez dvoma nek mikroprojekt, danes smo slišali, da recimo nekateri sodelujejo v razvojnih fazah 1 do 4, torej še nikjer ni tistega praktičnega implementacijskega vidika, tudi ti lahko zelo, zelo veliko prispevajo tisto pikico na i na ključnem političnem nivoju. Ne nazadnje sodelovati v razvoju vesolja ali pa ne vem kakih drugih sofisticiranih zadev cyber security-ja, kar sodelujemo. Mislim, da tle nam manjka ta povezanost, ta uravnoteženje in pa seveda, da bi na teh nivojih dejansko znali ovrednotiti vsak projekt, ki ga izvajamo in ga potem tudi fokusirati v nacionalno varnost, obrambo ali karkoli že. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo šli na nekoliko malo drugačno področje, ne bomo več samo o vojaških zadevah govorili, torej področje kriznega upravljanja in naravnih nesreč. Dogodki zadnjih dni, zadnjih mesecev so v bistvu dokaz oziroma so pokazali, da so naravne nesreče še kako zelo aktualna grožnja. Grožnje, s katerimi se sooča torej tako Slovenija kot Evropska unija, so drugačne, kot so bile 30 let nazaj. Imamo hibridne grožnje, imamo kibernetske grožnje, naravne nesreče povzročajo vedno večjo gospodarsko škodo in vedno večje število človeških žrtev. Ravno preden smo začeli to okroglo mizo, sem prebrala, da je v Libiji že 20.000 človeških žrtev, pogrešajo jih pa še 10.000. Številke so resnično enormne in tragične. Včeraj smo imeli potres v Maroku, na začetku avgusta 100-letne poplave v Sloveniji, ki so vsem zelo dobro znane. Torej, grožnje niso samo vojaške, čeprav trenutno res prevladuje, vsaj v medijskem prostoru, pa tudi to ne več tako zelo, vojna v Ukrajini. Zdaj, torej, zadnji krog vprašanj za naše goste, predvsem, kaj vse smo se mi, torej bodisi kot država, bodisi kot sistem, bodisi kot posamezniki, naučili iz teh kriz, s katerimi se srečujemo v bistvu zadnje mesece. Statistično gledano, te število nesreč, naravnih nesreč, niti ni večje pa, kot sem že rekla, gospodarska škoda in pa posledice. Torej, spet najprej beseda ministru. Ja, tukaj sedim slučajno, lahko si podajamo drugače. Po hierarhiji gremo. A ja, tako. Res je, ogroža nas marsikaj. Ne samo vojaška bližina vojaškega konflikta, vidimo, da narava kaže zobe na vseh področjih, zdaj letos ali pa lani največji požar, letos že maja plazovi tam Šentilj in okolica, potem cel julij, viharji, vetrolomi, toča, vse, kar se lahko spomnimo, no za konec pa še potem poplave, največje doslej, ki bi tudi pri nas lahko terjale vsaj 100 življenj, po moji oceni tudi več, če ne bi ravno prvi dan ravno vojska s helikopterji reševala hitro in učinkovito, pa seveda ne smem pozabiti tudi slovenske policije. Skratka, če smo prej govorili o novih tehnologijah, o razvoju, o raziskavah, vse te tehnologije, ali pa bom rekel skoraj vse, da me ne bo kdo obtožil, da izvajam demagogijo, ampak skoraj vse lahko mi implementiramo potem tudi v civilni sferi. Lani na Krasu brezpilotni letalniki za pregled požarišča, termokamere in podobno in seveda vojaška logistika, ki je
zelo podprla se pravi gasilsko intervencijo. No, letos pa seveda tudi vojska spet zraven z vso svojo inženirijo in vsemi kapacitetami. Zdaj, kaj smo se naučili? Zdaj, če se omejim na naše področje, ki je intervencijsko področje, se pravi, naše ministrstvo je neke vrste unikum v Evropi, kajti v večini držav je civilna zaščita, gasilstvo pod ministrstvom za notranje zadeve ali pa je še kako drugače urejeno. Pri nas je to pod ministrstvom za obrambo, kar je po mojem zelo dobro, kajti vse tri komponente, civilna zaščita, gasilstvo in pa Slovenska vojska so združene pod en resor, tako da se ni treba medresorsko usklajevati ali kaj podobnega, ker vemo, kako to pri nas gre, je včasih lahko tudi težava, lahko se tudi zapleta, lahko se tudi neke odločitve dlje trajajo, tako pa je vse združeno znotraj enega resorja in gre lahko hitreje. Če smo se kaj naučili, smo se naučili to, da tisto, kar jaz, prostite izrazu, plozam že kar nekaj let, še prej kot župan, da mora biti Slovenska vojska aktivirana takoj. Tisti hip. Ne čakati načela postopnosti pa neke procedure, ampak tisti hip. In na Krasu se to še ni tako odrazilo. Letos v teh poplavah in prej neurjih pa se je to zelo dobro odrazilo. Seveda smo se pri tem soočili s takšnimi drugačnimi pogledi, nekateri bi, nekateri ne bi, ampak tukaj mi pač pomagajo moje gasilske izkušnje in sploh se ne pogovarjamo o tem, ali vojska da ali vojska ne. In vojska je šla že takoj v akcijo. Prvi dan je že prebijala plazove na cestah, je že tudi pitno vodo vozila, skratka vse živo, a ne, da helikopterjev itak sploh ne omenjam. In to se je pokazalo, kar se intervencije tiče, za tisto dobro, da vse enote, da so takoj v akciji, da sodelujejo med sabo, da ni pomanjkanja ljudi, kajti vedno rečemo, da je boljše imeti več ljudi na terenu, več opreme, več tehnike, če je ne potrebuješ, potem domov še vedno lahko greš. Če ti pa primanjkuje takrat in da boš ti imel odzivni čas nekaj ur, pa lahko kdo umre. In to se lahko zgodi in tega si ne smemo privoščiti. Zato je obrambno-varnostni sistem skupaj z sistemom zaščite in reševanja močan le takrat, kadar deluje skupaj in tudi v bodoče bo tako in mora biti tako. Seveda s tem ne zmanjšujemo pomena vojske kot sile za obrambo domovine oziroma za delovanje na misijah. Mimogrede, Slovenska vojska ima najvišji odstotek svojih pripadnikov na misijah, nekje drugje je povprečje tam nekje 2%, pri nas skoraj 6%, tako da smo zelo dejavni na tem področju, ampak mi z zaščito in reševanjem ne zmanjšujemo tega. In tako kot se nekateri seveda bi radi naredili vojsko kot silo za zaščito in reševanje, ampak to ni to. Ker ti vemo, civilna zaščita ima svoje naloge, gasilci imajo svoje naloge, vojska ima svoje naloge. Ampak v primeru, ko imamo pa takšno nesrečo, kot smo jo imeli pred kratkim, ima pa zgolj vojska vso potrebno logistiko, da lahko prevzame tisto breme, ki ga gasilske enote ne morejo, niti civilna zaščita, in bi bilo tudi nesmotrno imeti vse te enake kapacitete. In predvsem moramo tudi v bodoče biti pripravljeni na hiter odziv, razviti, tako kot smo lani iz Krasa smo se naučili, da če ne bomo imeli svoje flote za gašenje letalske, bomo reveži in smo šli hitro v akcijo
in nabavili 4 letala, ki počasi sukcesivno prihajajo v našo državo. Tako smo se letos pri poplavah tudi naučili, da moramo ta vozila, ki so preko evropskega nakupa zdaj prišla v Slovenijo 40 specialnih vozil, 8x8 za poplave in druge tegobe z tako nakladalno roko, da jih razdelimo po regijah. Se pravi, ne več v skladišču v Rojah in potem si odvisen tam od unega, ki je v skladišču takrat ali ga pa ni, kdaj boš kaj dobil. Ne more tako biti. Moramo imeti vse po regijah razdeljeno za hitri izvoz in to je pomembno. In iz tega ven smo se še nekaj naučili, da treba opreme nabaviti veliko, kajti Slovenija je že in še bo pomagala tudi v tujini. In libijski primer in še kakšen primer nam kaže, kako je, če država nima reziliensa na to vrstne zadeve. In kakorkoli v Sloveniji jamramo, pa tarnamo, pa kako je vse za nič, pa kako včasih zjutraj se zbudiš, slišiš radio, že začneš gledati, kaj bi se spomnil, da sploh z hiše ne bi šel, ampak ni tako, ne. Naš sistem je dober, naš sistem je učinkovit, mi lahko govorimo zgolj o nijansah, kaj je treba popraviti in to bomo tudi popravili. In zagotovo tukaj lahko naredi domače znanje veliko, domači inovatorji in domača industrija, zato da bomo še bolj uspešni. Seveda po drugi strani pa to pa ni več naše področje, našega ministrstva, ampak po drugi strani, zdaj pa zahajam v svojo nekdanjo župansko prakso, ne, se bo treba pa tudi vprašati, kje gradimo, kako gradimo, kakšne pritiske vršimo za to, da je nekje se spremeni OPN in potem nam seveda vse odnese. Zdaj ni bilo po vsej Sloveniji tako, da ne bo pomote, da je zdaj samo to krivo, ker te vode je bilo zdaj res veliko. Tukaj se je združilo več dejavnikov, prejšnja namočenost, vroč zrak v Mediteranu, padavin 400 litrov, celo 500 je bilo napovedanih, in ne moramo trditi, da je samo zaradi gradnje se to zgodilo, kar se je. Na nekaterih področjih žal ja. Pa tudi vodotoki, ne? Ko mi, da me ne bo kdo narobe razumel, da sem jaz proti okoljevarstvenikom. Daleč od tega. Ampak ko človek izhaja iz prakse, ko marsikaj vidi, ko marsikaj doživi, na koncu je kamnita betonirana zložba tisto, ki najbolj drži. Na koncu ni, veste, tudi mi ščitimo kakšne čričke, kje pa metuljčke, pa karkoli, ampak kaj smo se iz teh poplav naučili? Da je vse odneslo. Pravi, habitati, teh habitatov tam ni več. Videli ste posnetek nekih rib, ki so na rešetki, so bile tam še malo za vzorec, drugače pa ničesar več ni. In mi v bodoče morali iskati kompromis med okoljevarstvom in učinkovitostjo preprečevanja poplav in drugih zadev. Dejansko ne moremo, največji problem Slovenije je, da vsaka stroka zagovarja svoje področje in tisto edino pravilno in se ne da spreminjati nič drugače in potem pridemo v situacijo, ko imamo težave. Skratka, kompromis med ali pa recimo temu zdrava pamet, ne? Ker meni se zelo hecno zdi včasih, zdaj, če jaz sem malo z drugih vod prišel, nisem z FDV-ja, pa včasih malo drugače gledam na zadeve, ampak a veste, to, ko danes gledamo od zdrave prehrane, pa ne vem česa, vse naprej, ja, saj tako smo včasih živeli. Saj to ni nič novega, a ne?
In mi moramo tudi pri teh stvareh najti, kot je rekel Rousseau, nazaj k naravi, zagotovo najti kompromis med tem, kako bomo državo naredili odporno na vse nesreče ali pa bistveno zmanjšali njih posledice, kako bomo državo gospodarsko razvijali in kako bomo varovali okolje. Nihče ni proti varovanju okolja, kajti okolje je osnova. Če nimamo zdravega okolja, potem tudi nas ni. Ampak vse ima neko mejo. In v življenju je uspešen tisti, ki išče kompromis, ki ve, kje so meje, ki ve, da se pravica enega konča tam, kjer se začne pravica drugega in tako naprej. Predvsem pa, če sem že obrambni minister, da niso v življenju samo pravice, ampak so tudi dolžnosti. V Sloveniji bi vse imeli, samo ne po mojem, bi imel vodo ne po mojem, bi imel elektriko ne po mojem, bi imel ne vem kaj vse, samo ne po mojem. Ta solidarnost, o kateri se veliko govori, je tudi to, da razumemo delo drug drugega, da razumemo vlogo drug drugega. In potem smo lahko uspešni. Zdaj sem mogoče malce bolj filozofsko tole razlagal, ampak ni čisto iz trte izvito, ker vidim, da je to v praksi težko doseči. Najlepša hvala. Dr. Benedejčič. Kot veste, je nedavno potekal Blejski strateški forum, ki je en večjih takšnih dogodkov pri nas vsako leto. In letos je potekal ravno v znamenju teh katastrofalnih poplav, tako da je v okviru srečanja prišlo tudi do posebne večere predsednika vlade z predstavniki gospodarstva. Med njimi je bilo tudi veliko predstavnikov tujih firm in vsi so v svojih nastopih pohvalili naš odziv na to nesrečo in izrazili presenečenje nad našo učinkovitostjo. Se pa moram poudariti, da je tudi Svet za nacionalno varnost, ki se je sestal že takoj dan po teh poplavah, takoj pohvalil tudi našo upravo za zaščito in reševanje, civilno zaščito, policijo, Slovensko vojsko, vse deležnike, ki so se takoj odzvali in s tem tudi pač dal to priznanje ljudem, ki si ga zaslužijo. Seveda smo lahko vedno boljši, seveda smo tudi opazili, da smo potrebovali tudi pomoč sa strani naših partnerjev. Tukaj bi še posebej rad izpostavil to, da so nam naši ukrajinski prijatelji poslali najboljšo svojo reševalno enoto, ki je odpravljala tudi posledice tega porušenja jezu pri Novi Kahovki pred meseci. In da tudi na podlagi te izkušnje zdaj tudi Ministrstvo za obrambo, kot razumem, razmišlja o ponovni aktivaciji inženirskih sposobnosti, inženirske enote večje. Pomagali so nam tudi naši partnerji z helikopterji, še posebej s težkimi. In tudi tukaj gre zdaj naše razmišljanje v to smer, da zagotovimo tudi potrebne zmogljivosti sami. Ampak rad bi izpostavil še nekaj drugega, kajti prej so bili omenjeni tudi drugi izzivi, druge grožnje, hibridne. Opazili smo namreč tudi v okviru te naravne nesreče, kako se grožnje med sabo prepletajo. Mi smo bili namreč že v začetku te katastrofe soočeni z hibridnim izzivom, z dezinformacijami o tem, ali smo ali nismo zavrnili pomoč strani Rusije, ki nam sicer nikoli ni bila ponujena. V tem smislu je bil tudi hitri odziv ukrajinske strani zelo pomemben tudi v smislu soočanja s takšnimi dezinformacijami. Rad bi tudi izpostavil to, da je ravno zaradi tega, bom rekel, psihološkega vidika zelo pomembno, da smo aktivirali ne le EU sistem pomoči, ampak tudi NATO sistem pomoči. Pri čemer moram povedati, da so bili mogoče na NATO strani nekoliko presenečeni, zato je tudi pomagal pogovor predsednika vlade z generalnim sekretarjem Stoltenbergom in mislim tudi sicer, da v prihodnje ravno zaradi tega psihološkega dejavnika je pomembno, da tudi zavezništvo razume, da se mora še posebej skozi svoje ne EU članice angažirati pri takšnih nesrečah skozi Euroatlantski center za pomoč pri naravnih nesrečah. In pa še nekaj, v bistvu smo imeli srečo, da je do kibernetskega napada na našo upravo za zaščito in reševanje prišlo lani, kajti če bi letos, avgusta,
bi dejansko imeli velik problem, s katerim bi se soočili. Skratka, videli smo tudi na primeru te nesreče, da v današnjem hibridnem okolju moramo biti tem bolj pripravljeni in pa skoordinirani, ko se soočamo ne le z vojaškimi, ampak tudi z drugimi izzivi in grožnjami. Najlepša hvala. Še dr. Podbregar. Hvala lepa. Torej, brez dvoma je tudi ta zadnja katastrofa pokazala, da je v bistvu faza intervencije, reševanje bilo zelo dobro organizirano. Da ni treba sploh kaj diskutirati, več dejavnikov je za to, jaz jih ne bi želel obremenjevati tukaj. Bi pa želel opozoriti na nekaj, kar se mi zdi pomembno opozoriti. Brez kakršnega koli dvoma se boste verjetno strinjali z mano, da imamo mi izjemno visoko profesionalno usposobljene prostovoljce. Nenazadnje tudi dobro, recimo če gledamo samo na gasilce, tudi v bistvu zelo dobro opremljene prostovoljne gasilce. In ti dejansko zelo motivirano vedno tudi dobro odigrajo zadeve. Na drugi strani imamo relativno razpršene in omejene v bistvu tudi zelo profesionalno usposobljene poklicne kapacitete. No, in tukaj v bistvu prihaja med poklicnimi in prostovoljnimi do enega takega konflikta, da prostovoljni želijo več zaradi svoje motivacije tudi tam, kjer v bistvu ne bi smeli delovati, poklicni pa v bistvu niso morda dovolj dobro za to zadevo usposobljeni oziroma motivirani oziroma usposobljeni. Tako da tle je prostor. Zame recimo je absurdno, da usposabljam po enem sistemu v Ministrstvu za obrambo poklicne gasilce in po podobnem sistemu nekje na drugačen način prostovoljne gasilce. To je v bistvu nekaj nemogočega. Tako da, če govorimo o fazi, če se vrnem na nesrečo, o fazi reševanja in intervence, tle je tudi zgledno zaradi tega, ker je tudi regijsko organizirana, kar je že prej tudi minister omenil. Faza prehoda iz intervence v sanacijo, v kateri se trenutno nahajamo, je pa izjemno kompleksna zadeva. Prvič, tle se že začenjajo pojavljati različne percepcije takih, ki so bolj seznanjeni in takih, ki so manj seznanjeni za situacijo. Tle gre v bistvu za prenos pristojnosti na župane, na druga ministrstva. Predvsem sem zelo vesel, da je ravno minister za obrambo, ki je bil tudi župan, samogotovo in da želi združiti nekako tiste občine, ki niso sposobne same v bistvu pripravljati načrte, da jim pomagajo večje občine in tako naprej. Torej, da pride do nekega, pod narekovaj rečeno, regijskega združevanja tudi v tem, kar je problem faze sanacije. In faza sanacije torej prvi del faze sanacije je ravno to, ker sem že prej omenil, da smo Slovenci vsi pametni in sposobni in se spoznamo na vse, ravno zaradi teh raznolikih percepcij izjemno zahtevna, no in ta nas v bistvu še čaka. Je pa brez dvoma, da bo tudi to potrebno v bistvu dobro narediti in videti. No in tudi tukaj notri je veliko prostora za različne akterje. Toliko morda. Najlepša hvala. Sedaj pa imamo še minutko ali pa dve za vprašanja iz publike. Izvolite. En mikrofon bo šel v publiko. Gospodična nosi mikrofon. Hvala. Jaz bi želel izpostaviti pa še en problem, s katerim se soočamo. Namreč, Jože Polančec. Namreč naša industrija se sooča z velikim problemom in to je problem financiranja. Slišali smo prej, so te dileme okrog topov ali masla, ampak dobro, s tem bi živeli. Ampak ko pa priješ na banko in poveš, da imaš v registru dejavnosti proizvodnja orožja, te zavrnejo. Se pravi, nobenih možnosti ni, da bi dobil kakšnokoli dolgoročno financiranje, vemo pa ti projekti trajajo dolgo. Kot ilustracijo bi samo povedal, da nismo dobili bančne garancije za posel sklenjen z Morsom. In tu jaz mislim, da se drugi tudi soočajo s tem problemom, tako da če je lahko kakšen komentar na to. Ja, saj veste,
zavarovalnice, banke, odvetniki, da ne naštevam naprej, tam je vedno drobni tisk. In se vsi soočamo s tem. Zdaj jaz vam to težko komentiram, ker nisem bankir oziroma tudi nimam vpliva na banke, saj vidimo zdaj te dileme okrog bilančne vsote in tako naprej. Banke delujejo pač po nekem svojem principu. Sej, jaz ne bom zdaj izražal svojega mnenja za leta nazaj, kako se je včasih delalo kaj na lepe oči, danes se pa težko dobi za kakšne resne zadeve. Bom zadržal, se bom tukaj ustavil, ampak ja, to težko komentiram, ker na ministrstvu, kot rečeno, mi si želimo vlagati in tudi vlagamo sredstva, kar je z naše strani, suportiramo, kar se da in kakor je v naši moči. Zagotovo pa to, kar ste povedali, izhaja mogoče iz te širše percepcije, ki sem jo prej omenil, in nekateri še niso preklopili na realnost, ali kako bi temu rekli. Hvala. Še kdo? Prosim, da se predstavite na začetku. To sem prej pozabil povedati. Marko Novak, DVSoft. Samo dva komentarja oziroma ideji. Prva se tiče podmladka pa izginevanja ročnih spretnosti naše mladine. Mislim, da bi lahko skozi neke gasilske, civilno-zaščitne zadeve in mehanizacijo in vse te lahko to vzpodbudili kot, bi rekel, primer, ki bi lahko že danes pomagal civilni zaščiti in tako dalje. Druga ideja je recimo tekmovanje za droni. Jaz sem prepričan, da so 15-letniki dosti boljši operaterji dronov kot mi, ki imamo 40, 50 ali več let, in bi lahko skozi to tehnično kulturo spodbudili, bi rekel, bodoče pilote dronov, ki so bodoči piloti nekih letečih vojaških objektov. Kar se pa tiče sodelovanja z industrijo, pa še enkrat, želim si nek hub, torej neko stično točko, v kateri nas boste vi spoznali, pa ne samo tiste, ki so v vojaškem grozdu oziroma grozdu obrambne industrije, ampak mnogo znanja je tehničnega po Sloveniji, ki delajo za svetovne firme. In samo spoznati nas morate in definirati problem ali pa dati nalogo, tako tank M84, in se da zagotovo del rešitev dobiti znotraj slovenske industrije. Hvala. Ja, hvala za vaše mnenje. Zdaj, vaše podjetje konkretno, kar poznam, ker sem tudi bil nekoč na obisku tam in resnično zgledno urejeno. Kar se tiče teh veščin, ki ste jih, no, to že Rusi so v akciji, hekajo. Kar se tiče teh znanj in veščin za operaterje drona in podobno, točno to. Zato to je sicer stvar širšega spektra. Zdaj mi se ogromno ukvarjamo s pridobivanjem kadra v Slovensko vojsko. To je en zelo mukotrpen proces in odkar smo prišli na ministrstvo, smo temu posvetili pravzaprav največ časa in energije. Mi smo decentralizirali sistem zdravniških pregledov. Mi imamo danes 17 lokacij po Sloveniji, po zdravstvenih domovih, da to pregleduje, skratka skrajšujemo iz, ne vem, 90 dni ali več, poskušamo priti na 3 tedne od ideje od vloge do zaposlitve. Zakaj omenjam zdravniške? Zato, ker točno to, kar ste vi rekli, zakaj bi nekoga zavrnili, če bo operater drona. On ne rabi biti Jesse Owens ali pa Usain Bolt ali pa še kdo, ampak bo sedel in bo operiral z dronom. Ima lahko tudi dioptrijo. Danes govoriti, da nekdo ne sme imeti dioptrije, je noro, kajti tudi obstajajo leče, obstajajo drugi pripomočki in zagotovo potrebujemo to. Potem zdaj smo zvišali
starost, če ste zasledili, smo zvišali starost za pogodbeno rezervo, namreč zakaj? Zato, ker ljudje, ki grejo pri 55 ali pa v pokoj, so še vedno primerni za pogodbeno rezervo. Namreč, če smo prej govorili, kaj smo se naučili, točno to, da te ljudi mi porabimo za strojnike. To je treba. In zakaj bo nekdo pri 55 letih doma? Pri 55 letih danes si ti še na višku moči lahko še narediš čuda in pol, in točno ti ljudje so nam zdaj manjkali za strojnike, za voznike tovornjakov, za podobne stvari. In zato to zvišanje, ne, ko so nekateri komentirali, da zdaj zvišujemo, ne vem zakaj, pa tako. Danes so ti poklici, nek voznik, najstarejši LPP-ja sem zasledil, ima 71 let. Ne? A veste, tako da to se je bistveno spremenilo. Mi še vedno, mi rabimo za izkrcanje iz oklepnika, rabimo mlade ljudi, fit, to je pa en kup segmentov, ki jih lahko delajo tudi taki, ko sem jaz. Dobro, minister je lahko skoraj vsak, ampak ne, skratka, marsikaj se je spremenilo. Ne? In mi moramo k temu težiti. Kar se pa tiče povezovanja z industrijo, pa zagotovo jaz vedno stavim tudi na proaktivnost, tako da vsako podjetje, ki želi karkoli prispevati ali kakorkoli sodelovati, seveda naj nas tudi kontaktira, in zagotovo več podjetij, ko bomo imeli vključenih, več znanja, ko bo sodelovanja, lažje bomo prišli do nekih rešitev, zlasti pa podjetja, ki imajo visoko dodano vrednost in ki so ključnega pomena tudi za razvoj Slovenije. To so nizkoemisijska podjetja z visoko dodano vrednostjo, ravno kontra, kot je bilo 50 let nazaj ali pa ne. In pozdravljam to vaše mnenje. Ja. Ok, hvala. Počasi bomo morali zaključiti. Gospod, še eno vprašanje. Udeleženci okrogle mize imajo obveznosti naprej. Hvala lepa. Matej Gajzer iz Tecisa. Drugače smo tudi skupaj z Morsom ustanovili Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju. Smo pravzaprav tudi eni izmed tistih, ki so bili večkrat danes omenjeni. Naša naloga pa je ravno to, kar je bilo danes pravzaprav večkrat omenjeno kot neke vrste manjko, komunikacija med vsemi deležniki. Danes se pogovarjamo, to, da kadrov ni, je problem vseh. To je splošno znano. Drugo, pogovarjamo pa se preprosto o izboljšanju komunikacije med vsemi sodelujočimi akterji. V konkretnem primeru, zmeraj nekje na civilnem področju, ponavadi sodelujejo podjetja kot nosilci nekih rešitev na trg, po drugi strani neke raziskovalne inštitucije, nekako želimo spodbuditi pri visokotehnoloških produktih. V tem konkretnem primeru pa imamo, ko se pogovarjamo skupaj z ministrstvom, pa z oboroženo dejansko Slovensko vojsko, imamo na drugi strani še tistega, ki nekako razume, kaj bi želel imeti na terenu, hkrati pa še potencialnega naročnika. Se pravi, dobili smo idealno kombinacijo, da smo sposobni nekaj skupaj razviti. To je mogoče kot osnova. Mogoče bi želel samo to podati malo v kontekstu, kar je bilo prej rečeno. Danes, v tem trenutku, kar je bila tudi tematika prej, na področju Evrope je izredno pozitivna klima. Izredno pozitivna klima sodelovanju, transformiranju civilnih rešitev v neko rešitve dvojne rabe. Izredno mnogo ukrepov, kot je že bilo danes predstavljeno, tudi Evropske komisije, raznovrstni ukrepi, zato da podjetja začnejo in raziskovalne organizacije začnejo razmišljati tole. Mogoče, samo kot da s tem zaključim, aktivnosti je ogromno, priložnosti za slovenska podjetja je ogromno, treba se pa zavedati, da v okolju mednarodnem, tako kot imamo danes tukaj predstavnike Thales in podobne, to so veliki integratorji, treba je najti svojo nišo,
Ogromno podjetij slovenskih te niše že imajo, ogromno raziskovalnih inštitucij te že imajo. Za tiste, ki še pa tega mogoče ne veste, pa obstajajo takšni podobni kot mi, kjer skupaj z predstavniki ministrstva, skupaj s podjetji, skupaj z nekimi povezavami v mednarodnem okolju poskušamo ravno ugotoviti, kje so te niše in kje bi mogoče se lahko kot Slovenci odzvali. Za zaključek bi pa želel eno stvar povedati javno, mogoče pa si to celo po 25 letih delovanja na trgu upam. 25 let delam kot povezovalec, facilitator razvojnih projektov med raznovrstnimi akterji. Razvojnih projektov, več kot 100 projektov, sigurno v zadnjih 25 letov, zmeraj v sodelovanju z državo. To, kar se daje, kako danes reagira Ministrstvo za obrambo z hitrim, dinamičnim, fleksibilnim prilagajanjem potrebam zaznanim na tistih, ki podajamo predloge, pa tisto, kar zaznavamo nekje v evropskem obrambnem prostoru, moram priznati samo javna pohvala se z moje strani, izredno hitro. Zakaj to govorim? Ko smo zaznali v mednarodnem okolju s tujimi mednarodnimi partnerji, z ministrstvi za obrambo, civilnimi partnerji, potencialne niše, kjer bi lahko naredili, se ministrstvo odzvalo ravno s tem, kar je bilo prej rečeno, z podporo nacionalnimi sredstvi, podporo takim razvojnim projektom, da bi se lahko slovenski partnerji čim hitreje prilagodili in mogoče že v letu do 2 let, ko bo prišlo do mednarodnih konzorcijev, tudi intenzivno vključili. Teda s tem sem želel zaključiti tudi mogoče eno resnično pozitivno, res pozitivno pohvalo ministrstvu in vsem tistim, ki so zraven vključeni na ministrstvo, da res strokovno znajo podpreti in poslušajo in tista komunikacija, kot ste vi pregovorili, ravno to prave osebe treba najti, potem do te komunikacije pride in tudi pride do pravih rezultatov. Hvala lepa.